V Radenski, ki je prvo steklenico mineralne vode napolnila daljnega leta 1869 in katere večinski lastnik je predlani postala skupina Kofola, so se za dan odprtih vrat odločili že drugič. Ja, lansko leto smo prvičkrat delali v takim načinu, kot danes vi to vidite, dan odprtih vrat. Je to zato, da vsi obiskovalci, ki se želijo videti, kako dela Radenska in kako se včasih spremenja, da bo vsi videli. Pa to pomeni, da vsako leto nekaj ob juniju bomo delali, pa potem lahko se prirovnavajo, kako se počasi spremenja proizvodnja, pa kako se tu počasi vse spremenjava, pa kako delamo dobro. Namen dogodka je torej vse radovedne obiskovalce seznaniti z delom v Radenski, obenem pa se zdi, da je kljub skromni tradiciji že pridobil sloves dogodka z veliko pestrega dogajanja za obiskovalce vseh starosti. Za njih smo pripravili danes torej ogled filma Zgodba o Radenski, ki se predvaja na vsake pol ure. Naš zaposlen je tudi na tem področju v pripravi mineralne vode, ki tudi razloži, kaj se dogaja v tem delu obrata. Nato se naši obiskovalci lahko odpravijo do naslednje razgledne točke, to je naš razgledni stolp, od koder si lahko pogledajo potek proizvodnje. Tam so tudi naši zaposleni, ki razložijo celi potek in odgovarjajo na vprašanja naših obiskovalcev. Cel obrat pa si ogledajo lahko z našim vlakom, ki smo si ga sposodili od naših kolegov iz Radgonskih goric, s katerimi zelo dobro sodelujemo, tako da si dejansko obiskovalci lahko za prijetno vožnjo ogledajo prav celoten naš obrat. Obiskovalci so bili ob bogatem prireditvenem programu več kot zadovoljni. Se prvič zdaj vidiva znotraj, kako izgleda Radenska, in sva kar presenečena nad velikostjo in pa urejenost. Odlično je, dobra animacija za otroke, vzdušje je dobro, tako da super. Skoraj smo vodopade. Ja, pač, če ne bi bilo mreže, bi vodo padnila. Pa zanimivo je. Pa tudi htela smo biti mokre, samo pač ni. Pač polje je bilo fajn. Med tistimi, ki so prišli pokukati v delovne prostore slovite tovarne, so bili tudi ljudje, ki so bili tam nekoč zaposleni. Imam restauracijo v Gornji Radgoni, drugače sem pa rojena v Baračevi, to čisto blizu, kjer je bil prvi izvir, je verjetno prvi izvir Radenske, ker se spomnim že takrat, da smo si Radensko lahko kar iz tistega izvira sami nalivali. Moram pa reči, da sem delala v Radenski 25 let na vodilnih delovnih mestih in kar se tiče proizvodov Radenske, to je bilo vedno na prvem mestu, ker brez Radenske verjetno ne bi morali preživeti. In danes, ker imam že 29 let, sem privatnica restauracije M, Gornja Radgona, in imam vse proizvode Radenske, odkar poslujem, tako da Radenska, to je vse. Še Radenska in 3 srca, to nam da življenje, srečo, zadovoljstvo in to je to. V Radencih sem delala pravzaprav v Radenski od leta 1976 do 1981 in z ozirom na to, ko živim tudi v kraju v Radencih, čutim še vedno pripadnost Radenski. Pozneje sem bila zaposlena na osnovni šoli Radenci kot tajnica, sem po 15 let vodila turistični krožek in tudi preštudirala to monografijo Radenske 3 srca in mi Radenska ogromno pomeni, ker vse nam lahko vzamejo, ampak naša voda pa naših zrelcev nam pa ne morejo vzeti. Kljub nostalgiji pa se je na dnevu odprtih vrat počutila prijetno. Meni je fajn, motilo nas edino to pač, ko so tujci kupili. No, ampak glavno je to, ko se dela, pa ko se dale živi, pa ko le ljudje imajo zaslužek, ne. In kakšni so načrti vodstva v prihodnje? Pa zdaj malo investiramo v proizvodnju, malo investiramo v kvalitu proizvodov in tudi prinašamo nove proizvode na trg. In tako kot vsaki čas rečem, da naš cilj je, da se širimo spet na trgi bivše Jugoslavije. To je naš največji cilj. Pa ohranimo to, kot imamo v Sloveniji, pa se širimo dalje. To so take naše najboljše izzive.